Pozdravljeni v avtomobilnosti. V lanskem koronskem letu smo po podatkih statističnega urada prevozili seveda občutno manj kilometrov, natančneje zgolj po avtocestah za skoraj 30% manj. Če pogledamo statistiko še malo bolj natančno, vsa vozila registrirana v Sloveniji so v lanskem letu, se pravi v letu 2020, naredila pri nas in na tujem nekoliko manj zaradi zaprtih mej, 21,4 milijarde kilometrov. Če primerjamo z letom prej, se pravi letom 2019, je bilo teh kilometrov 22,1 milijardo. Fascinantne milijarde. Kdo bi rekel, da prevozimo toliko kilometrov na leto? Ampak poglejmo še drugače. Od vseh teh prevoženih kilometrov jih je daleč največ bilo narejenih z osebnimi avtomobili. Skoraj 80%. In od teh spet daleč največ z dizelskimi avtomobili. Skoraj 65%. Ja, to pa zato, ker je dizel, vsaj kar se tiče preračunov in tega, kako udobno se lahko na relacije vozimo z njim, najboljša izbira. Predvsem pa najbolj varčno. Ampak tukaj smo pred novim izzivom. Novi izzivi in predvsem preverjanja, ki jih je opravil Luka pri voznikih, ki uporabljajo električna vozila, ne samo za po mestih, kako funkcionira to na dobo večjih let in če kdaj pogrešajo dizel. Kako dolga doba se vam zdi 10 let? No, seveda bo odvisno, o čem govorimo. Ampak v svetu avtomobilizma lahko desetletje prinese korenite spremembe, lahko celo revolucije. Na električne avtomobile še vedno pogosto gledamo kot na nekaj novega, kot na avtomobilsko prihodnost. No pa vendar so prvi množični električni avtomobili na trgu že kar nekaj let in vozniki so se z njimi vozili še preden je to postalo, kot radi rečemo, cool. Pa zavrtimo uro nekoliko nazaj. Je pač bilo mogoče zanimivo, ker si mogel v avtomobilu včasih tudi prespati, da se je dejansko napolnil. Se pravi 2 kW, rabiš jih pa 20, polniš z 2, pomeni, da moraš 10 ur nekaj biti. Bili so avtomobili, ki so jih entuziasti predelovali. Recimo kak Andrej Pečak je imel že pa, 5 let, 10 let prej električne avtomobile predelane. Zdaj, velikoserijski, pa kakor jaz vem, mogoče so bili 3 ali pa 4. No, danes je električni avto že zlahka prvi avto pri hiši. Še več. Vozniki električnih vozil se vozijo celo več od tistih, ki vozijo na bencin ali dizel. Na leto naredim 25.000 kilometrov. Imamo še en avto na fosilna goriva, to je drugi avto, vendar pa je postal prvi avto. To pa zaradi tega, ker električni avto uporabljamo izključno še tudi v popoldanskem času za vse aktivnosti, kar pomeni, da se je na drugem vozilu zmanjšalo število kilometrov. Zdaj naredite več? Tako, več. Prav Nissan je bil z Leafom eden pionirjev množičnih električnih vozil. No in ta Leaf je danes po nekih čisto neuradnih EV standardih že pravi električni starodobnik. No, po uradnih standardih pa je po starosti tipično slovensko rabljeno vozilo. Edino, kar je crknalo na temu Nissanu v 10 letih, je stikalo za okna. Pa je to pač dejansko prvi avto, ko smo ga dejansko imeli, koliko ima zdaj, 275.000 kilometrov in zelo zanesljiv. Je pa velika razlika v sami bateriji, no to je pa treba reči. Vse več električnih rabljenih vozil, pa tudi dostopnejša in uporabnejša nova vozila bodo seveda vabila vse več uporabnikov. Po njih že danes ne posegajo več le tisti, ki želijo biti pionirji. Ja, v bistvu je bila logična posledica, ki se je nadaljevala iz nabave toplotne črpalke. V lanskem letu smo se odločili za sončno elektrarno in potem je bilo električno vozilo nekako logična posledica vsega tega. Ko pa smo temu dodali še 11 let star družinski avto, potem je padla končna odločitev za nakup. Ker je to naš prvi družinski avto, smo se odločili, da mora imeti dometa vsaj do Ljubljane in nazaj, katerega lahko opravimo brez postanka. V letu in pol nisem zapravila niti centa za gorivo. Sem imela stroške samo z letnim servisom, ki znaša 68 evrov. Veliko ljudi si življenje lastnikov električnih vozil danes še predstavlja takole: zdolgočaseno posedanje na klopcah in čakanje ob električnih polnilnicah.
A sami smo tudi s pomočjo številnih prispevkov v naši oddaji o uporabi električnih vozil ugotovili, da stvari v resnici niso preveč zapletene. Ampak še vedno naši sogovorniki v en glas pravijo, da jim v družbi električnih vozil tudi danes ni dolgčas. Joj. Na začetku definitivno ni bilo dolg čas, ker si mogel dejansko se potruditi, da si sploh kam prišel. Ne? Jaz sem rekla, vedno rečem, da nas enkrat ena polnilnica tam v Sežani ni spustila. Nekam so bili omejeni s časom, smo najprej hoteli iti na policijo, potem smo pa ugotovili, da imamo tudi rdeči gumb, ki smo ga s pridom izkoristili, da nas je polnilnica spustila. Tudi iskanje brezplačnih polnilnic nam je postalo hobi, ker se zelo radi veliko gibljemo in hodimo peš, potem obiščemo tako, da lahko še kaj pogledamo, sicer pa tudi kava ni odveč.